Zdaj, po več kot 3 desetletjih življenja v samostojni demokratični državi, zdaj spet govorimo ali pa govorite z enakim besednjakom, kot da ne bi imeli demokracije, kjer nihče ni nad kritiko, kot da ne bi že zdavnaj ponotranjili, saj večina ljudi misli enega od grških filozofov, ki je dejal: povejte mi, koga se ne sme kritizirati, in vam pokažem diktatorja. Da je posrednik pri nakupu Riedl, Janezu Janši, prek posrednika in osebnega prijatelja Janeza Janše, Zagožna, obljubil 900 000 evrov stranki takratnega predsednika vlade Janeza Janše, če bo ta poskrbel za to, da bo razpis prilagojen Patriji in bo Patrija posel tudi dobila. Riedl je 900 000 evrov Zagožnu tudi predal, ker je imel soglasje Janeza Janše in Zagožna in tako naprej. To je sodba avstrijskega sodišča. To je pravnomočen izrek sodbe avstrijskega sodišča. Kaj pa pri nas? Ja, pri nas pa ni bilo tako. Pri nas pa ni prišlo do epiloga. Zadeva je zastarala. Zakaj pa je zastarala zadeva? Zato, ker je pod vašo vlado bil sprejet tako spremenjen zakon o zastaranju, da je bilo v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe zgolj 2 leti na voljo za ponovni postopek, v katerem je nemogoče, ta določba je že bila deloma spremenjena, izpeljati resne postopke, to vsi vemo. Mislim, verjetno no ste zanikali, da sem bil večkrat imenovan. Ne? Se pa na začetku ponovno zahvaljujem, ker ste pač zdaj razpravljali o vsem, kar vam je padlo na pamet, kar pomeni, da tudi ostali lahko, ne? Da ne boste zdaj potem spet citirali dnevni red in jemali besedo mojim kolegom, če bodo šli v svoji razpravi malo širše. Pa govorili o konkretnih sodnih zadevah, tako kot ste vi. Ne? Zdaj jaz v Avstriji nisem bil sojen, se nisem mogel braniti, kaj tam piše, je popolnoma irelevantno. Moram reči, da se z gospodom Janezom Janšo strinjam v eni zadevi, namreč rekel je nekaj zelo pametnega. Pa poslušajte kaj. Citiral je: povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Ponavljam, povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Spomnim se ljudi, ki so kritizirali prejšnjo oblast. Spomnim se ljudi, ki so kritizirali gospoda Janeza Janšo. In ti ljudje so trpeli konkretne posledice. Konkretne posledice. Spoštovani Janez Janša, povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Zdaj si pa pred sebe postavite ogledalo, ker ste govorili o samemu sebi. Sodnice in sodniki, vsi, ki delate na sodiščih, predvsem pa tisti, ki ste kakorkoli vpleteni v postopke, v katerih je stranka, pa na kakršenkoli način, Janez Janša, vzravnajte svoje hrbtenice, bodite ponosni na svoje poslanstvo in predvsem ne bojte se ga. Ker če se ga ne boste bali, potem vam tudi ne bo nič mogel. Verjamem, da se ga bojite, ker ste videli, kaj se zgodi, če ga kritizirate. Jaz vem, da sodniki in sodnice so ljudje, ki imajo svoje prepričanja, tudi politična. Nenazadnje je dovoljeno biti člani političnih strank. Ampak zelo dobro tudi vem, da sodniki in sodnice puščajo svoja ideološka, verska, kakršnakoli prepričanja imajo pred vrati sodne dvorane. Imajo integriteto. Ja, imajo. Vi se smejete, sej vidimo v bistvu tukaj, kako so zbrani gospodje in koga so zbrali danes za to sejo. In tisto, kar je bilo na začetku, mene ni bilo, pa so mi povedali, je tako zavržno, da bom še tukaj povedala, da me je sram biti predsednica takim poslancem.
Ne, zaradi tega, ker imam še zelo, zelo veliko dela pred sabo. In to je dvigniti ugled Slovenskega državnega zbora, zato da bodo državljanke in državljani nanj ponosni. Torej, upam, da bodo vsi razumeli sporočilo, se ne bodo udeleževali teh shodov. In še enkrat, hvala lepa, gospod Janša, za to izjemno, izjemno pomemben in zelo poučen stavek. Povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Najlepša hvala. Ampak nečesa takšnega pa še nisem slišal. Gospa je rekla, da se mene ne sme kritizirati. Ta knjiga je išla leta 2014. Notri je tudi analiza enega inštituta, bom zdaj prebral 2 stavka. Raziskava, ne? Samo malo samo še dva, samo še dva. Ne, to ni replika. To pa Seveda je ni replika na to, kar je ona govorila, valjda je replika. Ne, v čem ste bili narobe razumljeni? Da se mene ne sme kritizirati. Ja, pa vi zdaj berete tu vaše čtivo. Ne, to ni moje čtivo, to je raziskava, ki je pokazala, da je bilo zoper mene Ne bom napisanih vam dovolila, ker to pa res v ni 2 replika. medijih do leta 83 40. Okej, sedaj izrekam prvi opomin. Kolegi Janši, prosim, če zapišeš. To ni. In ravno vsebina te veje pa je, da je neodvisna od političnih vplivov. In ravno zato je tako grozno problematično, da oseba v postopku, stranka v postopku, ki je zraven še poslanec in bi se mogel držati res enih visokih demokratičnih standardov, poziva ljudi, da izvajajo političen pritisk na sodne organe. To je druga veja oblasti, ki ima tudi zaradi tega drugačen mandat. Vse to je sam izpostavil. Mi imamo 4-letni mandat, gremo na volitve in ja, izvajamo politike. Sodniki pa imajo v bistvu trajen mandat ravno s tem namenom, da se političnih pritiskov na njih ne more izvajati. Ta stavek, povejte mi, koga ne smem kritizirati, vam pokažem diktatorja, to seveda se nanaša na nosilce oblasti. Ker to zdaj vi govorite, nikogar se ne sme kritizirati. Seveda se lahko kritizira, ampak je razlika med tem, ko se konstruktivno kritizira in seveda, ko se žali. Repliko bi pa zaključila z enim postopkovnim predlogom. Predsednica, jaz bi vas prosila, če lahko pozovete poslanca, mislim, da sta 2 tlele vpletena, da se obnašata dostojno, da pospravita svojo sliko, ker mi tudi drugi nimamo tukaj razstavljenih eksponatov. Mislim, da bi postali res malo zmeda bi nastala, če bi vsak razstavljal med sejo. Tako da prosim vas, ste imeli čas, ko ste to kazali, ampak zdi se mi neprimerno. Hvala. Ja, ampak res, kako bi pa izgledalo, ampak zdaj, če tukaj se pač dela cirkus tega parlamenta že 30 let, to je tudi ena takšna, bi rekla, neprimerna zadeva, ker če bi tukaj, kolega, dala vam bom opomin, če mi boste segali še besedo, ko govorim, že drugi, tako da se prosim držimo reda, ne, če bi vsak pač tukaj z nekimi transparenti že na koncu skakal ali kako, seveda je neprimerno, vas prosim, če pospravite, če ste pripravljeni, kolega Janša, če ne pa pač ne boste. Sedaj imam jaz Mahnič postopkovno. Jaz bi predlagala, spoštovana predsednica, da izrečete gospodu, ki je prvi razpravljal, opomin, namreč kaže slike, na katerih so tudi druge osebe. Če jaz sicer tukaj ne vidim dobro, ampak so druge osebe, a bomo to dovolili? A bomo to dovolili, da bo imel gospod pred sabo neke fotografije drugih oseb, ki jih tukaj ni, ki sploh nič ne morejo. Tako da jaz vas prosim, izrecite mu vsaj opomin. Smo se enkrat že na eni bolj zaprti seji pogovarjali o etičnem kodeksu in podobno in da morajo predsedniki odborov reagirati, ko pride do tega. Izrecite mu opomin, ker to je nedostojno, žaljivo do tistih oseb, ki se jih zdaj tam gor prikazuje in ki nima nobene možnosti karkoli reči. Tako da prosim, da mu izrečete opomin. To je res, prosim, kolega Janša, če to umaknete in prenehate, ker
da ne bom sedaj brala še etičnega kodeksa o dostojnosti, spoštljivosti, kako se naj poslanec obnaša, tako da, če lahko tako, kolega Janša je to umaknil. Hvala, da ste upoštevali predlog predsednice. Prosite, kolega Janša, to je sedaj razprava že, to ni več replika. To je replika na to, kar je on meni očital. To zdaj že razpravljate, ne? Tako da, ja, pa časa tudi že več nimate, tako da, to ni več 20 replika, sekund še imam. To ni replika, Oseba, pravim, ne? glejte, oseba, Lahko vse ste prijavljeni k razpravi, boste potem prosim 20 sekund še nadaljevali. imam. Ne, gre za to, da to ni replika več. Ko boste Glejte, imejte enaka merila do boste vseh. to Ne? povedali, tudi jaz imam tu marsikaj zapisano, tako da Vaše prosim replike so sedaj dolge po 10 minut. Prenehajte. Sedaj pa ima postopkovno. Izvolite, kolega Jakopovič. Ja, jaz bi želel, da opozorite kolega, ker to ni bila replika. Če se ne strinjate z mano, replika je namenjena temu, da če ste bili napačno razumljeni ali kakorkoli, vi ste tukaj navajali v svoji repliki samo drugačno mnenje od mojega. Nič drugega. To ni replika. Tako je. Tako je. Se strinjam. Sedaj pa ima, oziroma vam izrekamo pomen. Ja. Drugi.